Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in drage gledalke. V oddaji Report se bomo posvetili božičnim praznikom, novoletnim praznikom, pravzaprav kar celotnemu prazničnemu decembru. Zato se na nek način selimo v občine Starše, kjer so že pripravili drsališče, kaj vse pa še bodo imeli, pa nam bo povedal župan te občine, gospod Stanislav Grajfoner. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi. Prejšnji teden ste torej odprli drsališče na vaškem središču, kjer ste poskrbeli tudi za praznično okrasitev, tako da deluje prav čarobno. Res je, v petek ob 5. popoldan smo odprli drsališče v občinskem središču. Ravno tako smo takrat prižgali lučke po občini, tako da je pri nas že kar praznično vzdušje. Drsališče je krasno urejeno. Namreč zavedamo se, da ti koronski časi so v mladih zapustili neke občutke, vedno bolj so se zapirali vase, zato smo nekako prišli do zaključka, da bi bilo dobro, da imamo nek prostor, kjer bi se mladi preko decembra, januarja zbirali in mislim, da nam bo uspelo. Ni to seveda edina zadeva, ki jo imate na vaškem središču, pravzaprav tako kot sem rekla, je še nekaj okrasitve, pa tudi ponudba, ne? Tako je, na drsališču se bo dogajalo seveda marsikaj. Predvsem so te prireditve namenjene otrokom, tako bodo delavnice, potem razne animacije, naprimer silvestrovanje, ki bo 31. med 11. in 1. uro, ko bo tam brata Malek animirala otroke in še marsikaj drugega. Ves ta program si ljudje lahko pogledajo na naši spletni strani v zavihku otvoritev drsališča, kjer je priponka in je cel program tudi objavljen. Malo bova pa vseeno tudi danes že odkrila, ker ne nazadnje morava povedati, dogovarjate se tudi že z Božičkom, da bo prišel in se bo zapeljal s kočijo. Seveda, tako kot vsako leto pride tudi Božiček in sicer 17. in 18. decembra. 17. decembra bo potoval po vaseh Prepolje, Marjeta, Trniče in pa Brunšvik. 18. decembra bo pa potoval po vaseh Rošnja Loka, Starše in pa Zlatoličje. To pa zato, ker 18. decembra, da omenim, bo tudi adventni koncert v cerkvi v Prepoljah in nismo želeli, da bi se program podvajal. Tako, bo pa moč se rokovati z njim, pogovarjati z njim, malo bolj kot pa zadnje 2-3 leta, kaj ne? Res je, planiramo tako, da bi se Božiček vsaj za nekaj časa ostal v vsakem vaškem središču, kjer bodo ga otroci pričakali, jaz upam. Tam bo seveda razdelil sladkarije, tudi kaj čokoladnega se bo našlo in možnost bo tudi, da se bodo lahko otroci z Božičkom fotografirali in se imeli lepo, skratka. Tako veselo rajanje. Omenili ste tudi koncerte, je že znan program, tako? Bo kar nekaj koncertov, na primer 16. decembra, po adventnem koncertu, ki se bo dogajal v cerkvi v Staršah. Po tem koncertu bo na drsališču še koncert mladih rockerov, Štrok band, in pa za njimi malo starejših rockerov, Macuh band. To sta dva naša domača ansambla, ki krasno igrata in jaz upam, da bo obisk lep. Potem bo kasneje, 23. decembra, tudi koncert ansambla Galama, tako da bo tudi nekaj narodnozabavne glasbe, pa akustične glasbe. In pa 26. decembra bo zapel Nonet PGD Zlatoličje, ki bodo prepevali božične pesmi. Pa verjetno sem še kaj pozabil, v glavnem naj si ljudje pogledajo program na spletni strani. Saj vem, da ga imate tamle na mizi, tako da lahko tudi vi malo pokukate noter. Zagotovo je ob bogatem programu kar težko si zapomniti čisto vse, pa vendar za vse generacije. Za vse generacije bo. Otroci bodo ves čas imeli disko drsanje, z Katarino bodo lahko drsali. Potem so tukaj še prireditve za otroke, kot so igrice, ki bodo pripravljali naši vrtec Najdihojca, in pa tudi mislim, da bo izven naše občine prišli gostovati za eno otroško igrico, tako da bodo te stvari se dogajale ves december. In
Vkolikor bomo videli, da je odziv lep, da se bodo ljudje seveda prihajali, bomo pripravili tudi za januar in potem prvo polovico februarja kakšen dodaten program. Takole morava še malo omeniti drsališče, ne nazadnje je to del prizorišča, ne? Veliko je brezplačno. Ne? Drsališče je brezplačno za vse, vljudno vabljeni tudi gostje izven občine. Edino za izposod drsalk je potrebno primakniti 2 evra. Prav tako pa na drsališču zagotavljamo neko manjšo gostinsko ponudbo, ki jo zagotavljajo naša društva, ki so se prijavila na naš natečaj. Tako da je poskrbljeno za vse. Seveda se sedaj malo še lovimo, je začetek šele, tako da nam je recimo prvi dan že kar zmanjkalo stvari, ampak jaz sem prepričan, da bodo zdaj v bodoče, bo organizacija seveda na tem področju tudi boljša, se društva kljub temu zavedajo, da je potrebno vse to zagotoviti, pa ne nazadnje se to delajo tudi za sebe. In še to moram poudariti, da so cene res minimalistične, mi nismo želeli z tem našim projektom, da bi neke velike zaslužke kovali, ampak res, da bi ljudem dali eno poceni zabavo za te praznične dni. Saj ravno to je tisto, ne? Mi smo bili tudi na odprtju, ne? Pogovarjali smo se z ljudmi, rekli so na prvem mestu druženje, zabava, sprostitev po vsem tistem času, ko se vedno ni dalo to narediti. Ne? Seveda, to je ravno namen tega, ker sam projekt postavitve in vzdrževanja ni tako poceni, je občina namenila za to preko 20 000 evrov. Če se dodamo tukaj zraven tudi elektriko, strošek elektrike in vsega vzdrževanja, ti stroški kar narastejo. Je pa res, da smo se letos zadeve lotili tako, kot je po moje potrebno. Smo tudi poslali precej dopisov in moram z veseljem povedati, da smo kar, mislim, da okoli 5000 evrov skoraj zagotovili preko sponzorskih pogodb, tako da smo ves program in jaz mislim, da celo polovico stroška za elektriko že pokrili za sponzorstvo. Povejte, kaj bi od vsega tega decembrskega dogajanja vi izpostavili? Mogoče 3 stvari, kot res tiste najpomembnejše, največje? Ja, sigurno to, kar sem že omenil, ne, to so predvsem ti koncerti, ki se bodo izvajali, ti so sigurno najpomembnejši. Ne. Je pa res, da se ne bo dogajalo samo na drsališču, ne. Zato bi še omenil, tukaj sem moram si malo pomagati, tako bo 17.12. Športno društvo Marjeta ob 19. uri izvedlo Pršut party, pa kot sem omenil KD Urška, adventni koncert 18.12. ob 17. uri, pa turistično društvo v sklopu drsališča, 18.12. tudi dan veselega decembra z narodno zabavno glasbo. Tako da teh stvari bo res ogromno. Ljudje kar naj prihajajo in tudi na samem prizorišču lahko vedno dobijo podatke, kaj se bo dogajalo kasneje. Tako da jaz mislim, da ne bo problema z samim ozaveščanjem ljudi oziroma z samim za reklamo. Tako, tudi mi se bomo kaj oglasili, vam pa najlepša hvala, da ste prišli in nam nanizali dogodke. Hvala, vabljeni, računamo na vas. Dragi gledalci in drage gledalke, vi pa ostanite z nami, kaj kmalu se vrnemo z novim dogajanjem in z novim gostom. Dragi gledalci in drage gledalke, v gosteh imamo Marka Rakovnika, župana občine Lovrenc na Pohorju, kjer prav tako kot tudi drugod pripravljajo praznično dogajanje, pa ga bomo povprašali, kam se lahko pride in kdaj. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ste že poskrbeli za praznično osvetljavo, lučke ali vas to še čaka? Poskrbeli smo, da je vse nameščeno, s vklopom bomo pa malo počakali, v bistvu v duhu varčevanja z električno energijo. Smo se odločili, da jih prižgemo malce kasneje z zamikom in sicer uraden prižig lučk je 14. decembra ob prihodu Božička. Takrat bomo poskrbeli, da bo tudi razsvetljava praznično polepšala Lovrenc. Vzdušje praznično pa zagotovo že je pri vas, kaj ne? Ja, že en čas traja, nekatere stvari so se že odvile, še kar
lep nabor prireditev pa imamo pripravljen, od tržnice božično-novoletne do prihoda Božička, kot sem omenil, potem 2 koncerta se pripravljata, tradicionalen božično-novoleten koncert Godbena pihala in pa tudi mešan pevski zbor Rusika ga pripravlja. Datumi so že znani za ta 2 koncerta? 16. in 17. decembra se bosta odvila. Tako. Omenili ste Božička, to je pač tisti glavni dobri mož, ki se ga decembra nestrpno pričakuje, predvsem otroci. Kaj vam je povedal, kdaj pride, kako pride, kje se ga bo dalo videti? Pride 14. decembra, dalo se ga bo srečati na prireditvenem prostoru, obdaroval bo najmlajše, pridružene bodo pa tudi aktivnosti, ki se jih bodo lahko otroci udeležili, tako da bo tak lep večer nastal ob prihodu tega dobrega moža. To pomeni tako veselo rajanje, kot zagotovo tudi kakšna ustvarjalna delavnica oziroma animacija za njih, da jim ne bi slučajno postalo dolgčas, ne? Animacije so že mišljene že tudi prej, bodo pripravljene ob novoletnem sejmu. Pričakujemo pač lepo vreme, da se lahko to odvije na prostem, če se pa nam vreme sviži, pa imamo tudi v prostorih pripravljene delavnice, kjer se bodo lahko otroci skrito od dežja poveselili pa pripravili stvari, ki so namenjene ustvarjanju. Povejte, kdo pravzaprav organizira vse? So tudi društva vključena zraven pri organizaciji? Vsekakor. Sodeluje sodelavec iz Zavoda Rast, odbor za prireditve in pa seveda pobuda je dana vsem društvom, ki lahko pripravijo karkoli v tem času želijo. Tako da mešan pevski zbor Rusika pripravlja svoj koncert sam, če kaj potrebuje, pristopimo na pomoč, enako pri Godbena pihala, Zavod Rast koordinira delo novo nastale tržnice, ki smo odprli v letošnjem letu in v bistvu tako tudi ciljno usmerjamo dogajanja na ta prostor, ki je lep, ki je zaživel in mu želimo dati vedno več vsebine. Povejte, ti koncerti, ki bodo verjetno tudi božična, praznična obarvani, ne bo to zdaj tema neka druga, ne, tako da je vse v duhu praznikov, ne bomo rekli zgolj obdarovanja, ampak predvsem tistega prazničnega, božičnega duha, namenjenega družinam, kot bomo rekli, osnovni celici družbe, hkrati pa zbliževanju. Običajno je tako in tudi letos pričakujemo podobno vsebino, saj je božično-novoleten koncert in potem se tematika običajno navežejo. Tako. Sicer pa boste poskrbeli tudi ne samo verjetno ob vikendih oziroma ob teh dnevih, ne, da se bo nekaj dogajalo, ljudje verjetno lahko tudi na prireditveni prostor pridejo kar tako oziroma Božička poiščejo še kje drugje, če ga bodo slučajno uspeli najti. Seveda, saj organizirajo se tudi drugačne sredine, ki nekako korakajo z tem prazničnim duhom skozi mesec december. Na prostorih tržnice bo pripravljen tudi majhen kotiček, kjer se bodo lahko kadarkoli ustavili in poslikali. Tako da ta praznični duh bo marsikje v Lovrencu prisoten in na voljo vsem. Tako. Povejte, takole, da ne bom spet Božička omenila, ne, na občini tudi verjetno ste že poskrbeli, da imate tudi okrašeno, da se vidi tudi nazadnje po naseljih, mogoče kdo drug, ne, tako da če že mogoče jutri po jutrišnjem pridemo, se bo že videlo, ne? Ta božični duh bo že prisoten, ja. Ni tako hiter kot v trgovskih centrih, če gremo malo naokrog, ne, ampak seveda v tem duhu so že prostori urejeni, tako da če pride stranka na občino, sreča ta božični duh. So otroci mogoče lahko tudi, oziroma sami verjetno pisali Božičku, vam je kaj namignil, da že dobiva kakšno pošto, kaj si otroci želijo,
ne nujno, da bo ravno takrat v tistem času uspel vse razdeliti, ne, ampak vendar neke dobre veze je imeti z njim. Ne. Ja, sigurno, ampak obljubo je, da bo vse razdelil, ne? Da je dobil ogromno pošte iz Lovrenca in da ne vidi nobenih težav, da ne bi otroci pravočasno prejeli vse, kar je nekako presodil, da je smiselno in prav. Je pa dobro, ne, da ostanemo vse do konca leta pridni, ne? Ali kako Ja, bi se seveda, temu rekli? nikoli ne veš, ne, kako se stvar odvije, v katerem delu leta nas bo srečal. Tako da, če računaš, da si priden zaradi tega, da bo Božiček naklonjen, potem je potrebno biti do konca leta priden. Ja. Tako, ne, nikoli se ne ve, ne? Ne. Bo pa verjetno prišel s spremstvom, ne sam, ne? Pride s spremstvom, seveda, ima tudi hude može zraven. Tako, ne, tako da, pol je pa res treba paziti do Ja, konca. seveda, vedno. Evo, najlepša hvala, torej vabljeni, bomo rekli, gledalci v Lovrenc na Pohorje, kjer se bo dogajalo, sproti se bo pa tudi še videlo točno kdaj, kje in kako, ne? Seveda. Tako. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. Dragi gledalci in drage gledalke, vi pa ostanite z nami, vrnemo se še z enim gostom in seveda govorili bomo o bližajočih praznikih. Drage gledalke in dragi gledalci, selimo se v Duplek. Pravzaprav na nek način ostajamo v studiu, pa vendar povedali bomo, kaj se dogaja v tem prazničnem decembru v občini Duplek. Zato je z nami gost, župan te občine, gospod Mitja Horvat. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Dobro. En vikend je pravzaprav praznični že za vami. Odprli ste tudi drsališče med drugim, kaj ne? Ja, res je, v bistvu otroci so lahko že to soboto in nedeljo drsali, kot ponavadi v občini Duplek svoje drsališče imamo. V decembrskem času dajemo brezplačno na voljo in verjamem, da se bodo otroci lahko pozabavali in popestrili ta praznični december. Dogajalo se bo pravzaprav pri vas marsikdaj, ne gre drugače, da omenimo Božička, ki mu otroci lahko še vedno pišejo, kaj ne? Imate tudi nabiralnik? Ja, ta naš praznični nabiralnik je se res zelo močno in dobro prijel v času korone in zato smo seveda tudi nadaljevali. Otroci pridno pišejo in lahko še pišejo do te nedelje 11. decembra. Potem pa grejo vsa ta pisma na severni tečaj in potem zagotovo se bo za vse tiste, ki so iz naše občine in ki so izpolnili vse tisto, kar je potrebno v pismu napisati z naslov, dobili povabilo na ta božični sejem, kjer bo Božiček za njih tudi pripravil darila. Ravno to je tisto, ne? Božični sejem pripravljate, torej datum je znan, kaj ne? Ja, to je v tednu, se pravi 16. in 17. decembra, tednu pred Božičem, bo božični sejem. 16. ko bo otvoritev božičnega sejma, bo koncert skupine Parni Valjar, ki pač izvajajo glasbo Parnega Valjka, in pa potem v soboto prihod Božička in seveda tudi animacija in vse ostalo, kar se za praznični december spodobi in verjamem, da bo to spet eno lepo doživetje za naše najmlajše. Zdaj pa, če takole greva kar po vrsti, se pravi, en vikend je že za nami, kaj se pričakuje zdaj v naslednjem vikendu, pa tudi kje nazadnje, ker nimate vsa prizorišča samo na enem mestu. Ja, res je, jaz se lahko pohvalim, da v bistvu v občini Duplek že kar nekaj, pravzaprav vsak vikend se nekaj dogaja in nimamo samo izletov na volišča, ampak tudi na kulturne prireditve in tudi to nedeljo 11.12. bo v kulturnem domu v Koreni koncert Tamburaškega orkestra občine Duplek, pa potem, kot rečeno, v tednu 15. 16. božični sejem, se pravi koncert Parnega Valjara in pa Božička. V nedeljo 18.12. pa že v Koreni božični koncert mladinskega pevskega zbora Sveta Barbara in pa potem božično-novoletni koncert 27.12. v kulturnem domu Dvorjane, kjer pa prirejajo koncert Fantje izpod Vurberka. Tako da zanimivo bo za vse generacije, je zagotovo poskrbljeno, lahko pridejo tudi družine, ne? Tako da ne pustijo koga doma. Tako, zagotovo za vsakega se bo našlo nekaj,
kar bo ga privabilo in jaz verjamem, da si lahko vsak v naši občini pričara nekaj lepih trenutkov v tem prazničnem decembru. Lučke so že, ne vem, ali sva... Lučke pravzaprav so nekje že osvetljene oziroma na samem prizorišču drsališča je že praznična osvetlitev v cestni razsvetljavi in posod drugod pa po celotni občini pričenjamo z prižigom z današnjim dnem in v tem tednu pravzaprav bo Duplek kot po tradiciji nekako okrašen v tistih novoletnih lučkah. V bistvu nekaj dodatno, glede na v luči te energetske krize, nismo dodajali ali pa novih prazničnih razsvetljav nakupovali, vendarle pa se nam zdi prav, da to, kar imamo, da tudi izobesimo in da vendarle vsem našim občankam in občanom pričaramo nekaj prazničnih trenutkov. Takole, če pokukava še malo tjale, verjetno vsi vrhunci so bili omenjeni, je kaj takega še, da je vredno, da zdaj izpostaviva, sicer bo pa tak in tak imate program tudi na spletni strani, kjer se ga lahko vidi, ne? Tako, jaz moram priznati, da pravzaprav velikokrat nas kakšno društvo še preseneti in v zadnjih trenutkih naredi kakšno prireditev, tako da naj spremljajo naše gledalke in gledalci, naj spremljajo naše spletno strani, kjer vsakič sproti povabimo na prireditev. Res je, da je tega dogajanja veliko, ampak kot rečeno, prav je, da se teh prireditev udeležujemo, dajemo tudi našim društvom nek zagon in polete za ustvarjanje v prihodnje. Zagotovo pa je na vsaki od teh prireditev lahko lepo oziroma je lepo in privoščimo si nekaj tistih užitkov tudi zase. Pa tudi, če je tako, kot ste rekli, da se nekdo še zadnji hip spomni, ni nič narobe, ker konec koncev zato smo, da si polepšamo dan, večer. Res je, v bistvu mi spodbujamo pravzaprav vse, da si to družabnost ponovno vzpostavimo ali pa jo ohranjamo v taki meri, kot je bila mogoče tudi pred tem našim nesrečnim virusom. Ampak tudi tisto, kar je bilo dobrega v samem času izolacije, kjer smo začutili, da nekaj pogrešamo, tudi to pravzaprav želimo spodbuditi, da ta praznični december pa zaključek leta z nekim novim upanjem stopimo v prihodnje leto in zato družabnost naj bo, naj se ljudje čim večkrat pogovorijo, sprostijo, tudi če imajo različna stališča, zagotovo jih lahko zbližajo ob takšnih trenutkih. Ravno to je namenjeno, ta mesec, tisti čas, ko stopimo skupaj, bomo rekli, pa ne v političnem smislu, ampak predvsem človeškem. Res je, to je to, kar moramo ceniti in negovati in jaz sem prepričan, da v naši občini to ljudje dobro ocenijo, dobro delujejo in zaradi tega tudi kar pester paleta dogodkov v naši občini. Tako, najlepša hvala, da ste bili naš gost, da ste povedali nekaj, nanizali nekaj dogodkov, ki se jih splača pogledati, pa ne nazadnje tudi na samo drsališče priti, ka ne? Zagotovo, v bistvu drsališče v tem decembrskem času je samo po sebi en dogodek, otroci in tisti otroški nasmehi in radosti, ki jih v času tega drsanja doživijo, je nekaj, kar je vredno tudi samo slišati. Če tudi niste drsalci, ste ob drsališču povabljeni na kozarček kuhanega vina ali pa čaja in da začutite tiste lepe glasove in nasmehe otrok. Tudi to je nekaj, kar lahko naredi naš december še lepši. Tako, najlepša hvala. Dragi gledalci in drage gledalke, vi pa ostanite z nami, ni še konec, še enega gosta imamo. Ljube gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz studia BKTV. V oddaji Report gostimo Simona Fridla iz Kulturnega društva Destrnik, ki nam bo več povedal o 120-letnici kulturnega udejstvovanja v tej občini. Kultura je namreč tisto poživilo, tista dejavnost, ki jo nekako moramo imeti in očitno jo na Destrniku imajo. Zagotovo že več kot 120 let, ampak 120 let je pa tisto, kar je uradno. Lepo pozdravljeni. Ja, dober dan.
Tale zgodovina kulturnega udejstvovanja pri vas je kar bogata. Boste mogoče povedali malo najprej o tem, kako se je začelo, nadaljevalo. Tako, tisti strogi mejnik, ki ga sedaj obeležujemo, se je zgodil leta 1902, ko je bilo ustanovljeno gospodarsko bralno društvo. In so pa seveda zametki kulture oziroma tega dela v Slovenskih goricah posebej še pri nas zelo bogati. Moramo se seveda spomniti Leopolda Volkmerja in njegov krog razsvetljencev ter seveda Sveto-urbansko akademijo. Potem pa se je torej leta 1902 ustanovilo to društvo, ki je pričelo nekako z bralnimi uricami, bi lahko temu danes tako rekli. Brali so črtice, si izposojali knjige oziroma tudi druge zgodbe, počasi tudi ustvarjali neko svojo knjižnico in s tem bogatili kulturo v kraju. Prirejali so potem tudi razne igre, zabave in pa tudi pevske nastope, tako da to je bilo tisto predvojno delovanje. Po vojni seveda je potem to prekinilo, nastopi kulturni molk in po vojni se to pri nas ponovno začne razvijati. Ponovno se začne oživljati igre, spet se ustvarjajo ene pevske skupine in tako počasi pridemo do tega obdobja, ki ga imamo torej danes pri nas. Leta 1978 je bilo sicer kulturno društvo uradno registrirano, ampak seveda vsi vemo, da je se še vse dogajalo pred tem. Povejte, dejala sva, da se bo torej na nek način obeležila ta visoka obletnica. Povejte, pripravljate eno zanimivo prireditev, točno kdaj in kje bo? Tako, slovesnost pripravljamo v nedeljo 11. decembra ob 5. popoldan. Nastopile bodo sekcije, ki trenutno aktivno delujejo v društvu, vmes pa bomo imeli tudi pogovor z zelo zanimivim gostom. Vsi poznamo Toneta Partliča, on ima polno zanimivih zgodb in nam bo tudi potem polepšal to kulturno popoldne. Tako, dogajalo se bo, torej mogoče malo več se vseeno poveste, da gledalci vedo, kaj se lahko pričakuje. Ja, nastopila bo otroška folklorna skupina. Folklorna skupina bo čez 2 leti obeležila 40 let delovanja, tako da bo ta kontinuiteta. Potem pa imamo tudi nastop vokalne skupine Destrnik, zametki tudi nekaterih prejšnjih skupin, ki so delovale v Destrniku, recimo Destrniški oktet ali pa mešana skupina, pa še potem seveda nekateri posamezniki. Dobro smo vedno v zgodovini sodelovali tudi z osnovno šolo, vemo, da so bili učitelji redno vpeti v kulturo, tako da bo nastopil tudi otroški pevski zbor osnovne šole Destrnik. Vabljeni so pa verjetno prav vsi, najmlajši, najstarejši in tisti vsi vmesni. Ja, tako, seveda, povabljeni so vedno vsi in vsi so tudi dobrodošli. Za tiste najmlajše pa bomo občini Destrnik potem naslednjo nedeljo, 18. decembra, ponovno pomagali raznositi darila. Letos pripravljamo nekaj posebnega, naj to ostane zaenkrat še skrivnost. Vabljeni pa seveda, da se vsi prijavijo na Božička. No, ampak to morava povedati, Božiček torej pride. Tako, Božiček pride in ne sam. In ne sam, zopet v spremstvu. Tako, zopet v posebnem spremstvu. Tako da se bo dogajalo. Ampak to je že bolj tisto praznično vzdušje za tisto, za katerega tako in tako se skrbi. Zdaj pa, če ostaneva pa pri kulturi, pa da ne pozabijo gledalci, ponoviva samo še enkrat, torej datum in uro in seveda kam morajo priti. Tako, to nedeljo, 11. decembra ob 5. popoldne v Volkmerjev dom kulture v Destrnik. Tako. In potem se bo začela nova vera in nova era in novih 120 let. Točno tako in še več. Tako, najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih dali. Tako, hvala vam za povabilo. Tako, dragi gledalci in drage gledalke, vam pa do naslednje oddaje Report. Nasvidenje.